Zveza za razvoj romske manjšine Preporod je v romskem naselju Kamenci izvajala romski gledališki studio. Na njem so kar 5 dni otroci spoznavali veščine kulturnega udejstvovanja, gledališke igre in veseli nas, da so otroci tudi pripravili zaključno prireditev. Avtor te prireditve in vodja tabora ter gledališki igralec Sandi Žoran je poskrbel, da so se otroci naučili veliko novih stvari. Letos na gledaliških delavnicah v gledališkem studiu v romskem naselju Kamenci smo, za mene je to izkušnja, kako bi tam rekli, prvič. Nisem vedel, če imajo predznanje, kako se bomo ujeli, ampak izkušnja je bila za moje občutke vrhunska. Oni so meni dali ogromno, jaz sem dal, mislim, da tudi njim ogromno. Planirali smo, da bi delali Rdečo kapico v 2 oziroma 3 jezikih, ampak bolj bralna verzija, ta mlajši pa bi odigrali. Ampak so izrazili željo, da oni pa pred kamero ne bi radi imeli bralne verzije in ta starejši so naredili glasbeni vložek, ta manjši pa odigrajo par prizorov. Ker pa bi bilo seveda tako vse posod več rdečih kapic, več volkov, smo naredili naslov Rdeča kapica po naše. Tako da sta 2 rdeči kapici, 2 volka, malo smo spremenili, neke stvari smo dodali, zajčke smo dodali, ker nas je bilo malo več otrok. Take tabore, kot imamo letos, smo že imeli en teden prej nazaj in zdaj toti teden z gledališkimi stvarmi. Lahko povemo, da to veliko pomeni za naše otroke, ker vidijo nekaj znanosti in kaj se lahko učijo glede svojega življenja vnaprej. Ne gre se samo za sedanjost, ampak tudi za naprej. Tako da zelo sem vesel, da so se lahko otroci udeležili našega tabora in glede tega tabora, kot je danes in že cel teden, katerega že imamo, so se otroci tudi veliko tega naučili. Delaš recimo en teden z njime, že vidiš, kakšne ogromne potenciale skrivajo ti otroci, recimo od glasbe, umetnosti. Vsaki v svojem področju so res nadarjeni, ampak premalo, kako bi tam rekel, se poudarja ta, da bi jih spodbujali, da izrabijo to nadarjenost. Načrte imamo zelo veliko v našem romskem naselju Kamenci, kateri spada tudi pod občino Črenšovci. Lahko povem, da imamo veliko, katere bi radi, da otroci grejo naprej v šolanje, da se izobražujejo, da imajo lahko svoja zaposlenosti, si ustvarjajo svojo družino, da ni tega, kot je bilo pred nekaj leti nazaj, da so brez službe in take stvari. Danes moramo gledati najprej šola, vse kot je osnovna, pol srednja šola, da dokončujejo, da se izobrazijo, in pol lahko grejo otroci naprej v svojem življenju, kaj bojo že naprej pol za sebe naredili.